Kobile so precej stara vas, prvič so bile v virih zapisane 1366 leta. Ima pa tudi zelo zanimivo zgodovino, kajti kraj, kljub temu, da je danes tako majhen, je bil nekoč središče, danes bi rekli vaške skupnosti, kar so bilo pa od leta 2012 več ne uporablja. Najmanjša enota upravna je danes krajevna skupnost. No, kobile imajo tudi zanimivo ime. Danes vsi mislimo, da je to po konjih oziroma kobilah, kobilje polje, in tako je tudi današnje tolmačenje, vendar je prvi zapis bil Kobelheim, kar pa pomeni dom v škafu, v skalni rupi oziroma dom v neki gorski dolini. Starodavni predmeti pričajo vsi. Avgusta 1995 smo se preselili pa na to parcelo, ker sva kupila to zemljo. Leta 2002 so prišli 3 iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane, 2 moška in 1 gospa, in so popisali to hišo, pa štala, pa apneno jamo, pa tudi križ. In je to bilo za njih zanimivo in od takrat naprej zbiram predmete v tej hiši. In 2003, leta 10. junija, smo imeli pa odprtje zbirke in to je bilo v Krškem dobesedno bum. Ko so imeli otvoritev te etnološke zbirke, je povabil na kulturni program tudi razne skupine pevcev in tako sem tudi jaz pripeljala moje pevke in smo zapele našo staro, že znano pesem Me kuharice dobre smo. Kuharice dobre smo, le dobro rade kuhamo, prepevamo veselo mi in srečne smo zares. Se pravi, imeli smo se vedno lepo, prihajala sem potem od tistega časa vsako leto tudi s harmoniko, da smo potem imeli malo bolj družabno popoldne še. Peli smo veliko tukaj, je bilo precej obiskovalcev, vsi smo bili zadovoljni. Sam ambient in pa ljudje, Šribarjevi, so mi bili zelo pri srcu, ker so bili tako enostavni, pa delovni. Rada imam delovnega človeka, enostavnega, preprostega. Videla sem, kako se je boril in zbiral te starodavne predmete po vasi. To so bili kmečki predmeti, gospodinjski predmeti. Vse to je na podeželju našel in jih zbral. Se pravi, to je neprecenljiva vrednost bila tega dela. Zbiral sem veliko predmetov, ko sem bil vaditelj leskovških pionirjev. In oni so mi prinašali od doma stare stvari. Prvi predmet, ki ga imam, je iz leta 1954. Kovinska elipsasta ploščica od nekoga, ki je šel iz Reichenburga v Nemčijo kot Slovenec. Številka 13.870. Ta drug predmet je pa iz 59. leta, ko je oče prevzel hišnika v leskovski šoli. Potem še bolj mi pa pomeni komad tam v zbirki, ker oče je bil sedlar in ta komad je naredil 87. leta. Zanimivo je pa tudi lesen števec, koliko vagončkov premoga je šlo iz jame, rudnik Senovo, na separacijo. To je lesena deska, kot čebulo rezati, ki ima 105 lukenj. In svinčnik bi izgubil, ta delavec, zvezek bi izgubil, utikati je pa znal. Sreče, prvi zatič lesen, prvi vagon, 10. stotka, ko je bila stotka, je šel z drugim zatičem v stotko. Da je pa ta predmet zelo star, mi dokazujete 2 užgani sablji. To je sigurno kraljevina Jugoslavije, če ni celo monarhija Avstro-Ogrske.
No, in jaz sem tudi sodelovala pri tem likovni skupini Ambrozija Bučka, to je iz občine Škocjan. In to likovno skupino je pa vodil ta zelo znani slikar Ferenc Črnik. Mi smo veliko skupaj sodelovali in sem pripeljala, ker sem videla, da so prihajale sem te likovne skupine, sem rekla, zakaj pa ne bi še mi, smo najbližji skoraj tu. No in smo tudi slikali. Slikali smo te vaške motive in po končanih izdelkih smo imeli pa razstavo. Ne? Tukaj so stojala, bila postavljena, vsake svoj izdelek dal, bilo je, vsak izdelek je dobil številko in potem je bilo pa tudi ocenjevanje. On je od vsega začetka in gospa Ljudmila sta sodelovala skupaj, ona bolj v pisni obliki, on je bil bolj kot restaurator tega. Zelo mi je bilo všeč, ne, da sta res tako samoiniciativno se v to podala. Vasica kobile, medvici leži, vaški se prazni, tu danes slavi. 20-letnica zbirke etnološke je tu, zakonca Šriba skrbi za nje.